Občutki so sicer različni pri mnogih temah, oboroževanje ali pa odnos do Gaze, zunanje politike, do globalnih konfliktov. Včeraj smo imeli zelo intimen pogovor z visoko predstavnico Kallas in moram deliti z vami, bom rekel, globoko razočaranje, predvsem kako je Evropa še vedno zelo pasivna pri osnovnem pozicioniranju, ko govorimo o človekovih pravicah, o mednarodnem pravu. Kritika se strani nas, Evropskih socialnih demokratov, do njenega ravnanja je bila precejšnja. Ne vam omenim, da le prvič se je od njenega mandata udeležila sploh zasedanja Evropskega parlamenta, kar je seveda pod vsako kritiko glede na okoliščine, v katerih živimo danes. Evropska unija se zdi, da je predvsem v neki krizi leadershipa, vodstva, na eni strani von der Leyen, Costa, Kallas. Predvsem se zdi, da bi morali vsaj večkrat poslušati vsaj večino 220 poslancev, kajti mnogo kateri vedo marsikaj, kaj se dogaja okrog nas in bi mogoče Evropska unija dobila en drugačen zagon, kot ga ima sedaj. Zadeve niso alarmantne, ampak vseeno soočiti se moramo z lastnimi bojazmi in seveda z lastno kritiko, zato da bomo delovali lahko boljše v prihodnje. Kaj pričakujete še danes in jutri od zasedanja? Jaz imam pomembna glasovanja, tudi svoj del proračuna. Predvsem želim si, da bi dobila podporo, zato da prihodnji teden začnem lahko z trialogom. Jaz sem namreč poročevalec za en del proračuna, kar se tiče Evropskega parlamenta v celoti. Gre za 200 milijard evrov v celoti proračuna Evropske unije. Ne pričakujem težav, zato da bi lahko naslednji torek začeli za trialogom skupaj seveda za komisijo in z svetom ter seveda parlamentom. Včeraj ste imeli svojo minuto, kaj ste povedali? Predvsem dobil sem minuto na Gazo, zadeve so alarmantne. To razčlovečenje, ki se dogaja v Gazi in predvsem iskanje razlogov, kot bi rekel človek, holokaust ne more biti razlog za genocid, ki se izvaja in to je dejstvo. Ravno danes poročajo o novih žrtvah, o novih zasedbah in predvsem nezmožnost visokih predstavnicev reči, da je to genocid in predvsem se dviga glas, ko govorimo predvsem o prekinitvi sporazuma o sodelovanju z Izraelom. Jaz pa tudi v okviru predvsem možnosti omejevanja vizumov delujem v smeri, da bi prihodnje tudi Izrael bil obravnavan zelo resno, kar se tiče dodeljevanja vizumov njihovim državljanom ob vstopu v Evropsko unijo.